Pozdravljeni. O Christianu Hornerju in njegovi morebitni vrnitvi v svet Formule 1 je bilo v zadnjem času napisano kar nekaj. Poglejmo si skupaj, kaj je morda realnega in kaj spada v tisto kategorijo čistih izmišljotin. Ime Christiana Hornerja seveda pritegne pozornost vsakega ljubitelja, navdušenca Formule 1. In verjetno marsikdo se sprašuje, kje bo ta Britanec nadaljeval svojo kariero. Treba je povedati, da Christian Horner nikoli ni bil nek nevtralen karakter. Nekaterim je všeč, drugi ga odkrito sovražijo, tako med publiko, kot tudi med tistimi, ki delujejo tam v zaodrju Formule 1. A ne smemo mu oporekati uspešnosti, namreč Red Bull je napravil dobesedno on s pomočjo nekaterih sodelavcev. Namreč od vsega začetka, ko je iz Jaguarja nastala ta, imenujemo jo avstrijska ekipa, je bil Horner na vrhu. Marsikdaj se je zmotil, ampak mnogokrat je imel tudi prav. A slišali smo praktično od tistega trenutka, ko je zapustil Red Bull, mnogo teorij, mnogo govoric. Od tega, da so si ga nekateri želeli v Ferrariju. In prav podaljšanje pogodbe z Frederikom Vassrjem je vsaj po mojem videnju lepo zaprlo vrata tej možnosti. Treba je dodati, da z vsemi tistimi internimi strujami, ki smo jim priča v Maranellu, bi bil prihod Hornerja verjetno zadnji udarec za ekipo, kot jo poznamo danes. Horner bi prišel od zunaj in verjetno si nakopal več nasprotnikov kot zaveznikov. A gre za moje osebno ugibanje. Druga varianta, po mojem dokaj realna, v tistem času je bila ona vezana na ekipo Haas. Tu je treba povedati, da so se vrata nenadoma zaprla z prihodom Toyote. Toyota je aktivna v sodelovanju z ekipo Haas. Od sezone 2026 bo tudi glavni pokrovitelj ekipe in imeli bomo izjemno simpatično situacijo. Namreč ekipa bo Toyota Haas s pogonskimi sklopi Ferrari. Lahko bi dejali po svoje, da podobno kot tisti Sauber iz sezone 2010, ki je bil uradno BMW Sauber Ferrari. A seveda tu gre samo v podobnosti pri poimenovanju in nič drugega. A verjamem, da bo Toyota aktivna tudi pri upravljanju ekipe Haas in zaradi tega Christiana Hornerja enostavno ne potrebujejo več. In seveda verjamem, da ste vsi vi brali zgodbe o tem, kako naj bi, po mnenju tistih dobro obveščenih, Horner prišel v Aston Martin. Čeprav smo lahko tu videli rahlo nekonvencionalno odločitev, ko so kar naenkrat imenovali Adriana Neweyja za glavnega odgovornega oziroma team principala ekipe Formule 1. Ne smemo pozabiti na neko malenkost. Adrian Newey je tudi delni manjšinski lastnik pri Aston Martin. In si morda on želi Hornerja, da bi prevzel njegovo vlogo?
Po svoje bi lahko dejali, da je bila imenovanje samega njuja morda celo začasne narave, ampak zakaj niso vztrajali s starim kadrom, dokler ne bi Horner lahko prišel, če so si ga res tako želeli. Imeti Adriana Njuja samo za neko mestno rešitev, tudi iz strani samega marketinga, mislim, da ni preveč posrečeno. Ampak oni že vedo. Sam sicer dvomim, da bi Hornerja hoteli imeti v ekipi iz Silverstona, a pustimo sedaj to. V preteklih dneh smo lahko brali kar nekaj zapisov o tem, kako bo Christian Horner kupil delež v Alpinu, se zahvalil Flaviju Briatoretu in prevzel celotno zgodbo. A zadeve še zdaleč niso tako enostavne, kot nekateri pravijo, oziroma kot nekateri verjamejo. Prvič, Christianu Hornerju so pri Red Bullu pri tej predčasni prekinitvi pogodbe obljubili $100 milijonov. Vsaj takšna je cifra, ki kroži po medijih. Delež, ki je naprodaj pri Alpinu, naj bi bil po nekaterih ocenah vreden $600 milijonov. Ampak tu gre za neko podrobnost, ki jo marsikdaj izpustijo. Ni naprodaj tisti del ekipe Alpin, ki je v lasti Renaulta, temveč 24%, ki jih ima v lasti Orto Capital. Ta družba je kupila 24% Alpina pred približno 3 leti in verjetno mnogi izmed vas se spomnite, kako so se kar naenkrat začeli pojavljati znani športniki in igralci pri tej ekipi. Namreč prav oni so bili vključeni delno v ta nakup. Že res, da bi lahko Christian Horner vodil neko skupinico premožnih ljudi, ki bi odkupili ta delež. Ampak to še zdaleč ne pomeni, da bi kupili Alpin, imeli bi manjšinski delež. Torej, vidimo lahko, da Renault z 76% je še zmeraj prevladoval in se odločal. In to verjetno je že ena izmed tistih točk, ki samemu Hornerju ne bi bila všeč. On hoče odločati. In točka 2. Kakšna bi bila potemtakem morda usoda Flavija Briatoreta? Briatore in Horner skupaj v eni in isti ekipi, po mojem, ne bi bila sposobna shajati. In seveda, Briatore je tisti, ki ima podporo pri Renaultu. Vsaj jo je imel pri prejšnjem direktorju. In seveda tudi tu lahko malce začnemo razmišljati, koliko je resničnosti v vseh navedbah, ki jih lahko beremo. A obstajajo še razne zanimive teorije o tem, kaj nas lahko čaka v prihodnosti. Zasledil sem neko novico, da mnogi v Red Bullu naj bi imeli tako imenovano Hornerjevo klavzulo v pogodbah. Torej, nek člen, ki je določal, da jih lahko Christian Horner pokliče v neko novo ekipo, če si tako želi. Tudi zaradi tega naj bi sedaj v tem trenutku videli kar velike premike zopet iz ekipe Red Bulla, kjer pa seveda ne smemo mimo nekega dejstva, ki je po mojem mnenju izjemno boleče.
Verjetno ste zasledili, kako naj bi Giampiero Lambiase skušal doseči pri Red Bullu, da bi bil manj vključen v tiste dejavnosti v dirkaških vikendih, oziroma da bi se zanj zanimali pri drugih ekipah. Govorilo se je o Williamsu, govorilo se je o Aston Martinu, če se ne motim, ampak dejstvo je nekje drugje. Nihče izmed vseh teh poznavalcev se na žalost ni vprašal, zakaj si Lambiase želi zmanjšati obremenitve, zmanjšati prisotnost na dirkaških vikendih. Namreč, če bi imeli odgovor, bi verjetno bili malce bolj tiho. Namreč njegova žena je zbolela za rakom na dojkah in Giampiero Lambiase bi rad bil razumljivo bližje. In ne, da bi približno pol leta najmanj bil z doma na raznih krajih in se ukvarjal z razvajanimi otročaji za vozniškim volanom v Formuli 1. Ampak verjamem, da takšna zgodba ne bi pritegnila vaših klikov in vaših pozornosti. Zato imamo tudi takšne nebuloze v raznih virih. A vrnimo se Hornerju. Namreč mnogi so ga posedali v razne ekipe, ampak pozabili so na nekaj bistvenega. Tudi Christian Horner ima tisto prehodno obdobje, kjer ne sme kar tako iti v nobeno drugo ekipo. Po mojih virih se to obdobje počitka izteče 9. aprila 2026, ko bo letošnja sezona že v pogonu in ko Horner v ekipi, kateri bi se lahko pridružil, ne bo mogel spremeniti absolutno nič. Torej, lahko se začnemo spraševati, ali si Horner res želi vrnitve v Formulo 1 in posebej pod takšnimi pogoji. Na račun bo dobil $100 milijonov. In bi vi, iskreno povedano, še bili 24 vikendov okrog po svetu, če bi na računu imeli takšno vsoto? Sam dvomim. Govorim sicer, kaj bi napravil jaz. A vsakdo se lahko odloči po svoje. Tako da jaz ne bi bil začuden, če bi se Horner odločil nekako drugače. Tudi tako, da bi Formulo 1, na primer, spremljal, podobno kot mi, navadni smrtniki, le iz televizijskih ekranov. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.